Čau, sem Maša Plaznik iz Žarka sreče in danes se bomo pogovarjali o hvaležnosti. Torej, hvaležnost. Veš sploh, kaj je hvaležnost? Jo zaznavaš, se je zavedaš, jo nekje na telesu čutiš. Kako zate izgleda sploh hvaležnost? Meni je ful zanimivo, ker se že dolgo časa ukvarjam s tem, da bi si res dovolila biti hvaležnost, izraziti, pokazati hvaležnost do sebe, do svojega telesa, do drugih, do stvari, ki se mi dogajajo. In hkrati ne samo, da jaz sem hvaležnost in izražam hvaležnost, tudi da si dovolim prejeti od drugih hvaležnost. In tle se zataknem. Ne vem, kako ste vi s hvaležnostjo. Jaz se zataknem, ko je čas, da jaz si dovolim prejeti hvaležnost. Od nekoga, ki je hvaležen zame, za to, kar počnem, za to, kar sem, kar podarjam. Ne? Prejeti to. To je tisto, ko najbolj primitivno pride nekdo k tebi na obisk in ti prinese tisto kavo, ne vem, čokolatine, ne vem, 1 kilo sadja in greš ma ne, ni treba, ne. Ali pa se nekdo zahvali, ker si, ne vem, se bila nasmejana z njim un dan na kavi, ali pa ne vem, samo zato, ker si dobre volje in ti reče, joj, ful hvala, je ful dobro. In tebi se ti zdi samoumevno, ker si pač takšen kot si. In si ne dovoliš potem prejeti to hvaležnost od drugih. Tako da, kaj je zate hvaležnost? Če pogledaš v svoj svet, v svoje vesolje, v to, kar si, kako si ti sploh to predstavljaš? Kakšne misli se dvignejo, ko pomisliš na hvaležnost? Kako doživljaš hvaležnost? Tako da, kaj če hvaležnost se ne čuti, tako kot, ne vem, da se lopnem nekam z glavo in, ne vem, seva, boli, aha, čutim, to je bolečina, ne? Kaj če hvaležnost ni tako? Kaj če hvaležnost je zate nekaj, kar je tako subtilno, ni tako evidentno, močno? Jaz osebno recimo hvaležnost začutim kot ful mir, kot neko tako wow, sproščenost, kot neko dobesedno priznanje, da sem to, kar sem, da si dovolim biti. Tako da, kaj vse je mogoče zate, ko si dovoliš prejeti hvaležnost? Kaj če bi se lahko danes igrali s tem, da karkoli se vam tekom dneva zgodi, danes, jutri, kadarkoli, da se zahvalimo, da smo hvaležni. Ma ne samo ok, hvala, čau, hvala. Ne, da si pripoveduješ, da samo izustiš ta hvala, temveč tako, da si ta energija, da res ok, wow, hvala, hvala, ful hvala. Ta način, ne, ker pogosto se zgodi, da ljudje nekaj govorijo in niso ta energija, niso te misli, pač nekaj bleknejo ven, samo da rečejo, ker so tako navajeni, ker se tako spodobi, ker je prav, ampak ne mislijo tako, se ne počutijo tako, ni to. Tako da, kolikokrat recimo se lahko zgodi, da si, ne vem, v debati, v družbi z nekom in ti nekaj govori in se začneš počutiti, ne vem, neprijetno ti nikoli. Mogoče je to zato, ker tisto, kar ta oseba govori, ni to, kar je resnica v ozadju. Ne? In v takšnih primerih lahko tudi recimo smo hvaležni, zato da, wow, lej, nekaj se zavedam, nekaj vem, nima veze, iz kje to veš, kako to veš. Ampak, wow, lej, nekaj vem. Torej, tisto, kar ta človek govori, ni to, kar res misli. In zdaj, lahko izbereš potem karkoli hočeš, ne? Jaz osebno ne bi šla težite v sebi, ne, ampak, wow, ok, lej, se zavedam, Bog ve, kaj ta oseba ima. In dokler vas nekdo ne vpraša za pomoč, ne pomagate, je brez veze, se pa vračamo nazaj k tej hvaležnosti, ne. Torej, le hvaležnost, da ti nekaj zaznavaš, da nekaj veš. In lahko se v bistvu tudi potem zahvalite tej osebi, hvala za te informacije in pač greste dalje, ne. Če pač vidite, da ta debata ni tisto, kar vam zdaj paše, ne. Tako da, hvaležnost. Kaj če v bistvu smo zelo malo krat bili v stiku z ljudmi, ki so res hvaležni za nas? Kaj če večinoma smo v stiku z ljudmi, ki samo govorijo, da so hvaležni? Samo tle fora v ozadju, da ni, da se ljudje zavedajo, da niso hvaležni. Ne? Ampak smo bili navajeni, da pač moraš povedati, ne pa da si.
Tako da, kaj če bi se zdaj danes lahko res tudi igrali s tem? Ok, ko nekomu rečete hvala, ko se zahvalite sami sebi, ko pač je tisto, wow, da si res, da si hvaležen, dajte opazovati, kako se počutite, kaj se dogaja takrat. Ne? A res to mislite, ali ste samo rekli? In ni narobe, če ste samo rekli in niste mislili. Gre se za to, da začnemo ozaveščati, pri čemu smo in da si damo priznanje, aha, tako je. In če vam ni kul, začnite to spreminjati. In če vam je pač kul, ok, pač taki ste in je vse ok. Tako da, ok, upam, da vam je tale pogovor o hvaležnosti kaj odprl. Mogoče bi ga bilo fajn poslušati večkrat. Jaz običajno, ko sem kakšne take posnetke poslušam, grem skozi 2-krat, 3-krat, 10-krat in šele potem, ne vem, po katerič, ko poslušam, je uno, veš, tinko vrisem, kak žarnica se upali. A, to. Tako da, ja. In lepo se imejte in lep dan. Čau, čau.